Spoštovani predsednik Slovenske matice, dr. Aleš Gavrič, spoštovani predstavniki naših soorganizatorjev, spoštovani referenti, referentke, vsi, ki smo se danes zbrali tukaj v dvorani Slovenske matice. Katera lokacija in kateri trenutek bi bila bolj imenitna in bolj primerna, da odpreta prostor za znanstveni poklon Sloveniji in njenemu imenu, kot je to Slovenska matica, ki letos slavi svojo 160-letnico. Svojo kal je leta 1864 pognala ravno iz ljubezni preteklih rodov do skupne kulturne, jezikovne in narodne identitete. In dragoceni cvet slovenstva je negovalo v časih, ko nismo imeli ne svoje univerze, ne akademije, ne razvite slovenske znanstvene terminologije. Tu so začeli izhajati v srednji učbeniki za posamezna strokovna področja v slovenščini. Slovenska matica je razširjala Kozlerjev zemljevid slovenske dežele in pokrajin med prebivalstvo. Pri njej je Simon Rutar z Beneško Slovenijo pomembno začrtal meje slovenskega življa na zahodu in Slovenska matica je bila prva, ki je sistematično izdajala geografske raziskave o ozemlju in pokrajinah, kjer živi slovensko prebivalstvo, vključno z Melikovo obsežno monografijo Slovenija v 2 zvezkih, ki sta izšla leta 1935 in 1936. Prav tu, na Slovenski matici, je bila zasnovana prva slovenska znanstvena revija, zbornik znanstvenih in poučnih spisov, ki danes izhaja pod imenom Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. Pri našem najstarejšem slovenskem kulturnem in znanstvenem društvu, ki je ob koncu 19. stoletja z vrsto zbirk pospeševalo izdajanje slovenskega izvirnega leposlovja, je Ivan Cankar izdal kar 10 svojih del, med njimi svoja osrednja romana Martinka Čur in na klancu. In se od Slovenske matice, kot pričuje v svoji zbirki Črtic moje življenje, kot zavedni Slovenec odvrnil v hipu, ko se je ta odrekla svojemu poslanstvu skrbi za slovenski jezik, ter pod vplivom ilirističnih teženj za nekaj časa zdrsnila svoje poti slovenstva v iskanje in utrjevanje skupnega jugoslovanskega jezika. V času komunistične represije na Slovenskem je bila Slovenska matica prostor dialoga in še zlasti v času urednikovanja Draga Jančarja je dala besedo tudi zatrtim, zamolčanim, zaprtim, preganjanim in cenzuriranim avtorjem. Na Slovenski matici je vzklila ideja o enotnem slovenskem kulturnem prostoru, ki naj kot nevidna duhovna nit poveže med sabo Slovence, ki živijo na različnih koncih sveta. In tu se je poleg številnih drugih pomembnih prostorov rojevala misel o samostojni slovenski državi. Slovenska matica se je torej rodila iz srčne želje po povezanosti v narod na osnovi stoletne, jezikovne, kulturne in duhovne bližine. In ona sama je po svojem nastanku temelje slovenstva skrbno in močno utrjevala več kot stoletje, dokler ni doživela, navajam, najveličastnejšega menika v naši narodni zgodovini, kot je slovensko osamosvojitev v enem od svojih govorov ob državnem prazniku poimenoval bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor,
tudi častni član Slovenske matice. A skrb vzbuja dejstvo, da smo v svoji čuječnosti do narodove kulture in znanosti, jezika in umike zaspali v prepričanju, da bodo naše slovenstvo, odkar imamo samostojno državo Slovenijo, varovali zakoni in ustava, državne inštitucije in politični organi. V resnici pa se je naša nova slovenska pot z novo državo šele začela. Zakaj življenja naroda, njegove kulture in duha ne more utrjevati in ščititi zgolj in samo pravo, ampak ljudje. Ko se je namreč Alojz Rebula v svojih mladostnih dnevnikih spraševal: "Ljubim slovenstvo, a kaj je to?" si je odgovoril: "Patriotizem, da bi ti samo ljubil, opeval, prebujal, pričeval, čustvoval, ko bi drugi vodili blagajne, aretirali, obsojali, morili." Alojz Rebula je pričeval in nam vsem danes pričuje o tem, da je odnos do naroda vez ljubezni, povezanosti med jaz in ti, med mano in jezikom, ki me določuje v vseh mojih razsežnostih mišljenja in delovanja. Prav to, ljubezen, pa nam danes hoče vzeti sodobni mediji in tudi vse bolj v orwellovskem duhu globalizirajoča se strokovna javnost, ko zatrjujejo, da je imeti rad svoj narod in svojo domovino Slovenijo nekaj staromodnega, preživelega, skrajno nacionalističnega, celo fašističnega. Medtem ko pripadniki različnih balkanskih narodov na naših tleh smelo utrjujejo svoj kulturni hegemonizem, bi morali mi verjeti, da je napočil čas, ko se moramo odreči svojemu slovenskemu imenu. To stapljanje, bolje rečeno utapljanje narodov, je kot največjo nevarnost Sloveniji že pred več kot 40 leti kot strategijo socializma za lažje upravljanje z ljudmi zaslutil še en veliki slovenski človek z robov slovenstva, pisatelj, akademik Boris Pahor. V svoji knjigi Ta ocean strašno odprt je zapisal, da je slovenstvo spet v nevarnosti. In se pri tem skliceval na Kardeljevo tezo, da je narod nastal s kapitalizmom in da bo z njim odmrl, ter da bodo, navajam, socialistični družbeni odnosi ustvarili proces, ki bo postopoma vnašal v nacionalne forme, obče človeško vsebino in s tem opravljal veliko dela pri zbliževanju in spajanju narodov, ne da bi uporabljal nasilje nad stvarmi. In ob teh besedah je Boris Pahor jasno povedal, da se, navajam, takemu absurdu upre celo moja nespametna mediteranska pamet. Saj se vendar nismo dokopali do svoje narodne identitete zato, da bi se zdaj brez nasilja spojili z drugimi narodi. V tem duhu naj poteka današnji znanstveni posvet. Ob tej priložnosti se zahvaljujem dr. Borisu Golcu za izjemno idejo, da tak posvet pripravimo in ga zaupamo Slovenski matici. Hvala vsem soorganizatorjem, Študijskemu centru za narodno spravo in njegovemu direktorju, dr. Tomažu Ivešiču, s katerim smo odlično sodelovali že pri pripravi posveta o dahovskih procesih. Hvala Slovenskemu zgodovinskemu društvu za novejšo in sodobno zgodovino. Hvala Fakulteti za slovenske in mednarodne študije Nove univerze, ki, edina na svetu, kljub zavračanju financiranja strani države, vztraja pri svojem študijskem programu slovenoslovja. In hvala Slovenskemu društvu za preučevanje 18. stoletja, ki svojim historičnim pogledom osvetljuje čas, na katerega smo v desetletjih socializma zaradi takratne intenzivne dejavnosti duhovništva hoteli kar pozabiti. Želim vsem prijetno druženje na Slovenski matici
in seveda ustvarjalen in debate poln posvet. Zdaj pa vabim doktorja Matica Batiča, namestnika direktorja Študijskega centra za narodno spravo, da vas nagovori. Spoštovani in spoštovane, veliko čast mi je, da vas lahko kot namestnik direktorja dr. Tomaža Ivešiča danes pozdravim v imenu Študijskega centra za narodno spravo. Na Študijskem centru smo seveda veseli in ponosni, da je to zgolj ena od številnih znanstvenih konferenc v zadnjih letih, pri katerih lahko sodelujemo kot organizator oziroma soorganizator. Med pomembnejšimi lahko izpostavim vsaj konferenco o razvoju parlamentarizma na Slovenskem, ki smo jo novembra 2022 pripravili v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije. Glede na čas lahko omenim, da prav v teh dneh prihaja znanstvena monografija, ki je nastala na tej podlagi. Slovesna predstavitev bo potekala v sredo v okviru Slovenskega knjižnega sejma. Poleg tega lahko izpostavim tudi nedavni simpozij o katoliških intelektualcih in narodnem vprašanju, ki je pred dobrim mesecem potekal prav tu v sodelovanju s Slovensko matico, pa tudi že izpostavljeni simpozij o dakovskih procesih. Današnjo konferenco lahko torej razumemo kot nekakšno nadaljevanje našega sodelovanja pri znanstvenih srečanjih, ki se dotikajo nekaterih temeljnih vidikov slovenske preteklosti. In seveda je prav problematika pojmovanj slovenstva in slovenskega ozemlja skozi stoletja brez dvoma predstavlja oziroma je predstavljala eno od tistih raziskovalnih področjih, ki so vedno znova zbujala pozornost zgodovinarjev. Danes ni pri tem nič drugače, pri čemer lahko brez dvoma zaznamo, kot je bilo tudi deloma že izpostavljeno, močan vpliv prevladujočih mednarodnih tokov v sodobni humanistiki in družboslovju. Dejstvo je tudi, da pod tem vplivom nekateri raziskovalci razvijajo teorije, ki v marsičem nasprotujejo doslej ustaljenim predstavam o slovenskem narodnem razvoju. No, naj se z njimi strinjamo ali ne, menim, da so na zgodovinopisnem področju nove teorije in pristopi načeloma nekaj pozitivnega, vsaj dokler so ti strokovno utemeljeni. Nenazadnje že zato, ker od nas zahtevajo, da se z njimi soočimo, ter pri tem nekako ponovno premislimo in ovrednotimo lastne interpretacije in koncepte. Seveda pa mora to veljati za vse strani, saj se le na ta način lahko razvije resničen strokovni dialog, ki na to, o tem sem prepričan, lahko vodi k globljemu razumevanju preteklosti. Resničen dialog pa je, ali bi vsaj moral biti tudi temeljni cilj vsakega strokovnega srečanja, tudi današnjega. Dovolite torej, da kar s to mislijo zaključim, ter vsem zaželim uspešno konferenco, predvsem polno plodnega in odprtega dialoga. Hvala lepa. Začeli bomo kar s prvim referatom, in sicer je prvi referat prispeval dr. Janez Hefler, akademik dr. Janez Hefler, ki je promovirani muzikolog in umetnostni zgodovinar. Dr. Hefler je dolgoletni profesor na oddelku za zgodovino, umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je zaslužni profesor ter redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Mislim, da njegove bibliografije bogate ni treba posebej predstavljati, obstajajo številne članke doma in tujini, predavanja doma in tujini, ukvarjal se je z gotskim, stenskim, tabelnim slikarstvom Slovenije in Srednje Evrope, zgodnjo grafiko, umetnostjo srednjega veka in renesanse v Dalmaciji ter izbranih temah italijanske renesanse. Avtor je poslal referat svoj, se zaradi bolezni ni mogel udeležiti našega posveta, bo pa referat prebrala doktorica Ignacija Friedel. Prosim. Od Sklavinije do Sklavonije o pojmu Slovenija v srednjem veku. Termin Sklavonija z različicami Sklavenija, Sklavinija, Slavonija in tako dalje, ki bo predmet tega prispevka, se v Slovence zadevajočih virih prvič pojavi leta 824 in sicer v listini, s katero cesar Ludvik Pobožni oglejskemu patriarhu Maksenciju med drugim daruje 20 podložnikov in finibus Sklavinije v kraju
imenovanem Celje, ki ga je mogoče identificirati z lokacijo Cerkve Marije na Zili. Da so v cesarjevi dvorni pisarni s tem terminom mislili na konkretno geografsko območje, dokazuje tako imenovani Ludovikov carinski privilegij iz leta 828, ki pri naštevanju dežel, v katerih ta velja, začenja s Francijo in Burgundijo, se obrne proti jugu, nadaljuje prek Italije v smeri proti Alpam in konča z Bavarsko in Sklavinijo, kar je pravzaprav isto kot Karantanija. V obliki Sklavinija se ta termin v 9. stoletju pojavi še večkrat. Najbolj določna pa je omemba v letu 870, v takrat spisani konverziji Bavarcev in Karantancev, v kateri je za Sklavinijo navedeno, da obsega Karantanijo in spodnjo Panonijo. Na zgodovinski pomen teh citatov se bomo še vrnili, na tem mestu pa naj opozorimo na dvoumnost tega termina. Latinski izraz v tej ali drugi različici, sposojen iz grščine, Sklavinija, nasplošno pomeni dežele, kjer prebivajo slovansko govoreči ljudje. In v tem pomenu ga srečamo vse od Baltika do Balkana. Kot termin za določeno teritorialno območje pa se v latinski inačici Sklavonija ali Slavonija uveljavil le za dežele med Dravo in Savo, ki je po zasedbi kralja Ladislava I. leta 1091 postala madžarska apanažna kneževina. V določenih primerih pa lahko pomeni tudi le geografsko zamejen historični prostor, kot je tisti iz konverzije, ki Sklavinijo pojmuje združeni Karantanijo in spodnjo Panonijo. To je Slovenci poseljeno deželo na jugovzhodu cesarstva, ki jo je kralj in cesar Arnulf v zadnjih desetletjih 9. stoletja celo povzdignil v regnu Karantanu. Ne sicer kraljestvo, kot se govori med ljubitelji, ampak v veliki meri avtonomno politično entiteto. Omembo Sklavonije v Slovence zadevajočih virih iz srednjega veka ni malo, ne glede na to, kdaj imamo opraviti s širšim in kdaj z ožjim pojmovanjem tega termina. Eno zgodnejših omemb najdemo v analih samostana Hirsov v Švarcvaldu, matice reformiranih benediktincev, ki je med drugim naselila leta 1093 ustanovljeni samostan v Šentpavlu v Labotski dolini. Z bodočim prvim opatom Vecilom je tjaka med drugimi pripotoval tudi menih Zigevin, ki je nato brez vednosti njihovega vrhovnega predstojnika, hirsovskega opata Vilhelma, odšel za opata v samostanu Rožac pod Goriškimi brdi, ali kakor piše v analih, navajam, v samostanu pri Ogleju v Sklavoniji, Rožac imenovanem, Kujuzno monasteriji prope Aquilejam in Sklavonija Rozas nuncupator. Da leži ta okoliš v Sklavoniji, pripoveduje tudi epizoda iz življenja angleškega kralja Richarda Levesrčnega. Ko se je ta vračal z križarskega pohoda v Sveto deželo, je decembra leta 1192 njegovo ladjo zaneslo na obalo nekje pri Ogleju, odkoder se je s spremstvom najprej podal v Gorico. Od najmanj 15 virov, ki opisujejo ali omenjajo ta dogodek, ga kar 4 postavljajo v Sklavonijo in partes Sklavonije ali in Sklavonija. Naslednji je pomembni vir za našo temo, prav tako iz zahodnega sosedstva Slovenije, pa je poročilo o vojski, ki je goriški grof Henrik II., cesarski namestnik v Trevizu, zbral leta 1320 za spopad z veronskim Hangrandejem, ki je grozil, da zasede Padovo.
Poročilo, ki ga je sestavil treviški notar Liberale de la Vada in je objavljeno v zbirki virov o leta 1315 umrlem blaženem Henriku iz Bolcana in Trevizu njegovega časa, je natančno z imeni udeležencev in kakšno vojaško spremstvo so imeli in pri nekaterih tudi navaja, odkot so prišli. Za nas so zanimivi trije. Tako piše za koroškega maršala Konrada Aufensteinskega, za Huga III. Devinskega, za maršala Konrada Aufensteinskega, da je iz Alemanije, za Huga III. Devinskega, da je iz Slavonije, za Grajfa Čereteškega iz Slovenske Marke in prav zaradi zadnje navedbe, ki drži, saj leži Čretež na Dolenjskem, to je v nekdanji Slovenski Marki, lahko upravičeno sklepamo, da je Liberale s Slavonijo ob Hugodevinskem mislil vsaj na Kranjsko in Goriško, kamor je še sodil Devin. Tudi naslednji podatek izvira iz Treviza. Sredi 14. stoletja sta namreč v mestnem predelu Ponte di Piave stanovala dva tujca, za katere je rečeno, da sta De Villaco de Sclavonia. Ali so treviški uradniki to, da leži Beljak v Sclavoniji, vedeli sami, ali pa sta jim to povedala ta dva tujca, pa seveda ne vemo. Naj se z naslednjima dvema primeroma preselimo še na Štajersko. Pri prvem gre za učitelja na pariški Sorboni na prelomu iz 14. v 15. stoletje, umrl leta 1416, promotorja hrvaške glagolice v zahodni Evropi, ki se v virih navaja kot Georgius de Sclavonia in mu Hrvatje pravijo Juraj iz Slavonije. Iz nekrologija stolnice v Turu, kjer je kot spovednik užival kanoniško prebendo, je razvidno, da je bil iz Brežic in bil duhovnik oglejske dieceze, kar nima nobene zveze s hrvaško Slavonijo. Pri drugi navedbi pa gre za Ptuj. V zabeležkah znamenitega medicinca Johannesa Widmana, tübinškega profesorja in osebnega zdravnika württemberškega vojvode, se je ohranilo besedilo, ki je nastalo med njegovim vračanjem iz Italije 16. julija leta 1468 na Ptuju, kjer pišem in Sclavonia in Opido Petovienci. Skeptiki si navedene primere seveda lahko razlagajo le kot označbo pokrajine slovensko govorečimi prebivalci ali na kratko slovansko deželo. Zato se bomo v nadaljevanju osredotočili na tiste vire, ki dokazujejo rabo tega pojma v smislu današnje Slovenije, to je Slovenci poseljenega geografskega prostora v določenem zgodovinskem obsegu. Za izhodišče nam bodo služili viri kartuzijanskega izvora. V listinah prvih dveh slovenskih kartuzij, Žič in Jurkloštra, termina Sclavonia ni, pač pa ga zasledimo v eni od listin za samostan Bistra. Gre za odredbo, ki sta jo leta 1265 samostano izdala priorja Kartuzij de Portes v diecezi Lyon in svetega Bartolomeja, imenovane Trisulti v Laciju, in določa meje v okolici samostana, ki jih menihi niso smeli prekoračiti brez priorjevega dovoljenja. Dokument je zanimiv zaradi topografskih navedb, za nas pa zato, ker razkriva, da sta omenjena priorja po nalogu generalnega kapitlja reda prišla v naše kraje vizitirati njihove hiše. In sicer in parte Sclavonije ad domos nostri ordinis. Za generalni kapitel reda, ki se je sestajal v veliki kartuziji pri Grenoblu, so trije naši do takrat ustanovljeni kartuzijanski samostani, torej ležali v Sclavoniji, čeravno jih je ločevala deželna meja. Posebej pa je pomembno dejstvo, da je to geografska opredelitev Bistre in drugih dveh kartuzijanskih samostanov v tem času najdemo samo v tej listini. V drugih, ki sta ga za Bistro ob njeni ustanovitvi med letoma 1257 in 1268
izdala papež Aleksander IV. In njen ustanovitelj Ulrik Španheimski? Pa ne. Za Ulrika, koroškega vojvodo in gospoda Kranjske, je to razumljivo. Za papeško kurijo pa bi to vendarle pričakovali. Da je pojem Sklavonije v kartuzijanskih krogih pomenil določeno realnost, pričajo nadaljni redovni dokumenti, posebej tisti, ki govorijo o posameznih žiških menihih, ki so iz matične Kartuzije za Sveto rimsko cesarstvo pomagali ustanavljati druge Kartuzije. Tako je dokumentirano, da je zidavo samostana Lapis Refugii v Letanovcih na Slovaškem, ki je slovanska dežela, po nalogu generalnega kapitlja vodil pater Andrej iz Žič, monahus profesus in cajc in Sklavonija. Le kot znamenito anekdoto naj omenim meniha pesnika Zifrida Švaba, ki ga je sredi 13. stoletja zaneslo v Jurklošter. Tam je ustvaril latinsko pesem Hvalnica celici, komendacijo cele, v kateri je zase zapisal, da ga, Tevtonca, v Jurkloštru redi slovenska zemlja. Girio nutriteum, svevum slavonika tenus. Temu bi lahko dodali še nekaj citatov iz 14. in zlasti 15. stoletja, ki naše Kartuzije redno postavljajo v Sklavonijo. Posebej zgovorno pa je dejstvo, da so leta 1415 4 slovenske Kartuzije, provincije Hujev-Sklavonije, starejšim trem se je pridružil že leta 1407 ustanovljeni samostan reda v Pletarjah pod Gorjanci, v Žičah sklenile bratovsko duhovno zvezo. Zadnjo potrditev, da je kartuzijanski red naše Kartuzije postavljal v Sklavonijo in da mu je ta termin v geografskem smislu pomenil to, kar nam danes pomeni Slovenija, pa najdemo v dodatku k redovnim statutom natisnjenim leta 1510 v Baslu. Gre za imenski popis takrat delujočih Kartuzij, razvrščenih po provincah in v kronološkem vrstnem redu. 2 ali 3 leta zatem je ta dodatek za Kartuzijo Buxheim na Švabskem v obliki redovnika upodobil švabski slikar Bernhard Striger. Ob obojem se moramo malo ustaviti. Omenjeni dodatek s statutom kartuzijanskega reda iz leta 1510 najdemo na foliju 49v do foliju 50v. Začne pa se s tako imenovano ženevsko provinco, z matično veliko Kartuzijo na čelu. Popis se nadaljuje s provincami Francije, Iberskega polotoka, Belgije in Nizozemske, Anglije, dokler na zadnjem foliju ne pridemo do province Zgornje Alemanije, Alemanije Superior, kamor so takrat sodile naše Kartuzije. Prve so Žiče, Domus Valis Sancti Ioannis Baptiste in Zejc in Sklavonija. Sledite jim Jurklošter, Valis Sancti Mauricii in Girio in Sklavonija in Bistra, Valis Jokoze in Karniola in Frenic in Sklavonija. To so 3 najstarejše Kartuzije v omenjeni provinciji, Žiče pa sploh prva naselbina tega reda v mejah Svetega rimskega cesarstva. Pred koncem tega oddelka na predzadnjem mestu pa v skladu s kronologijo naletimo še na zadnjo, 4. slovensko Kartuzijo, Pletarje. Nazaj? Pletarje? Troni Sancte Trinitatis in Pletrijah in Sklavonija. Zakaj je ta popis pomemben? Njegova dokazilna vrednost je v tem, da je v provinci Zgornje Alemanije še nekaj Kartuzij ustanovljenih na območju slovanskim prebivalstvom, a za nobeno teh ni napisano, da leži v Sklavoniji. Tako se za Bistro zvrstita Kartuzij Lapis Refugii v Letanovcih in dolina Svetega Antona v Lehniki, oboje na severu današnje Slovaške, a za oba je zapisano, da ležita na Ogrskem, tako kot obe ogrski Kartuziji v krajih Lövelöld in Tarkani. Druga slovanskim prebivalstvom poseljena dežela je Moravska, v mejah katere sta navedeni Kartuziji Svete Trojice pri Brnu in dolina Jozafat pri Olomoucu.
Od čeških kartuzij so tisto v Pragi uničili Husiti leta 1419, kartuzija v Litomišlju pa je bila ukinjena že leta 1394. Zato ju leta 1510 ni bilo več, a s pričo Moravskem bi težko pričakovali, da bi jo v obravnavanem popisu postavljali v Sklavonijo. Iz starejšega pisnega gradiva se vidi, da sta sodili med hiše Češke, Domus Boemije. V pregledu lokacij kartuzij zgornje alemanske province v popisu iz leta 1510 je samo ena, ki je navedena po samem kraju. To je tista v Šnalsu na Južnem Tirolskem, ki jo sicer postavljajo v provinco Spodnje Alemanije, druge pa po pokrajinski, deželni ali državni pripadnosti. Naštete so Ogrska, Avstrija, Moravska in Švica, tem pa se enakovredno pridružuje Sklavonija. Spričo navedenega, ta Sklavonija ni bila le neka dežela poseljena Slovani. Seveda se lahko vprašamo, zakaj je pri navedbi Bistre dodano, da leži na Kranskem in Karniolu. Mislim, da kakšnega razumnega razloga za kaj takega ni bilo. Morda le opozorilo na to, da je bila ta po prvih dveh kartuzijah na Štajerskem ustanovljena v drugi deželi, katere gospod je bil tudi njen ustanovitelj, za Pleterje pa to ni bilo več potrebno. Zdaj pa si nakratko oglejmo še omenjeno upodobitev Bernharda Štrigla iz leta 1512 ali 1513, ki se hrani v Germanskem nacionalnem muzeju v Nürnbergu. Kot je bilo rečeno, gre za upodobitev na način rodbinskega debla, v katerem, to je predhodno, v katerem so majhne bolj ali manj fantazijske upodobitve posameznih kartuzij z označbo iz omenjenega statuta. Tako si na eni od vej sledijo Žiče, Jurklošter, Bistra. Tista nazaj je to, ja? Bistra in Pleterje pa nekoliko naprej z napisom, v katerem je pojasnilo in Sklavonija odpadla. V kartuzijanskem redu je torej vse od ustanovitve Bistre sredi 13. stoletja dalje obstajala geografska predstava v pokrajini poseljeni Slovenci, četudi sta bila ustanovitelja Žič in Bistre na čelu fevdalno-teritorialnih enot mejnih grofij Štajerske in Kranjske. Zaradi pomanjkanja pisnih virov tega dejstva ne moremo razložiti, lahko ga pa osvetlimo z nekim drugim nadvse pomembnim dokumentom. Približno takrat, ko je štajerski mejni grof Otokar III. Ustanavljal Žiče, decembra leta 1161, je skozi naše kraje potoval Burkhard, kapelan cesarja Friderika I. in nuncij proti papeža Viktorja IV. Z nalogo, da za cesarja v bojih s privrženci legalnega papeža Aleksandra III. Za podreditev Lombardije pridobi zaveznike. Ohranilo se je pismo, naslovljeno na opata samostana Zigburg pri Bonu, njegovega duhovnega očeta, v katerem Burkhard poroča o tem potovanju. Zaradi pomanjkanja časa se na tem mestu ne moremo spustiti v izjemno pričevalno vsebino tega pisma. Ustavim pa se samo ob tistem pasusu, ki govori o tem, da je ta na tem potovanju prepotoval Koroško, Kranjsko, Istro, dve Marki in druge predele Sklavonije, vse do Ogrske. Če identificiramo obe Marki slovensko in ptujsko ali ogrsko Marko, se pravi spodnjo Štajersko, je Burkhard prekoračil celotno Slovenci poseljeno območje na tej strani ogrske meje. Ne vemo, morda Goriško in Kras, lahko pa da gre le za retorično figuro, ki naj pove, da pred tem omenjeni geografski pojmi tvorijo Sklavonijo oziroma Sklavenijo. V čem je Burkhardovo pismo pomembno za temo, s katero se ukvarjamo? Gre za človeka iz najožjega cesarjevega kroga, ki je moral pred misijo v naše kraje dobiti natančna navodila skupaj s tem, kakšna je bila fevdalna ureditev v teh krajih, če že ni bil sam seznanjen z njo. Vir tega znanja je bila cesarska dvorna pisarna z arhivom listin. Četudi ne gre za notarja cesarske dvorne pisarne, kot se je mislilo v preteklosti, je moral kot cesarjev kapelan biti v tesnih stikih z njo.
kar pomeni, da se je v svojem dopisovanju držal njene terminologije. Da je poleg aktualnih fevdalnih tvorb Kranjska, Istra, Koroška, dve marki navedel še označbo Sklavenija kot krovni pojem, je razložljivo le s tem, da je bil ta termin v cesarski dvorni pisarni znan in uveljavljen. Kako si lahko to razložimo? Omenili smo že pojav Sklavonije v obliki Sklavinija v 9. stoletju v listanih cesarja Ludovika Pobožnega, kralja Karlmana ter kralja in cesarja Arnulfa. V listinah otonskih cesarjev se ta termin uporablja za deželo Slovanov na severovzhodu cesarstva, pozneje, že za Henrika II., pa le še v potrditvenih listinah starejših darovnic. Ob tem je treba priznati, da omemb Sklavonije, ki bi se nanašale na naše ozemlje, v cesarskih listinah po tistih iz 9. stoletja ni več. Da ni bila pozabljena, bi bilo mogoče razložiti s tem, da so se druge Slovani poseljene dežele znašle v novih poldržavnih ali državnih tvorbah, kot sta Poljska in Češka. Tiste v mejah cesarstva pa so izgubile svoj etnični značaj, kar se z našim ozemljem pač ni zgodilo. Govorimo o pogojniku, saj za to konkretnega dokaza nimamo, a si lahko mislimo, da so v cesarski dvorni pisarni stremeli za terminološko enotnostjo, čemur je termin Sklavonija ustrezal bolje kot naštevanje posameznih fevdalnih tvorb. Poleg kartuzijanskih virov in obravnavanega pisma Burharda Kölnskega imamo za našo temo še eno konkretno delo, ki, kot kaže, črpa iz istih avtoritativnih virov. To je monumentalna stenska upodobitev priklonitve evropskih nacij Svetemu križu v cerkvi mladega svetega Petra v Štrasburu iz sredine 14. stoletja. Posamezne nacije so prikazane kot kronane žene na konjih, razmejene z drevesci, s prapori v rokah, na katerih je izpisano njihovo ime. Vodi jih Germanija, tej pa sledijo Italija, nato Galija, Anglija, Hibernija ter tri v Gruči. Te tri v Gruči ter Frizija in Skotija, tudi ti ena poleg druge. Nekako v sredini jaha sama Sklavonija. Nato se zvrstijo Aragonija, Sicilija in Kastilija in zatem Hungarija, Polonija, Oriens in Litavija. Zadnji dve peš, ker še nista bili pokristjanjeni. Dve okoliščini sta, ki dokazujeta rabo termina Sklavonija v smislu današnje Slovenije. Nacije, ki neposredno sledijo Germaniji, predstavljajo evropski zahod. Po Sklavoniji pa se redosled obrne na Iberski polotok in južno Italijo. To dejstvo ne dovoljuje, da bi v njej videli slovanski Balkan. Šele po teh treh nacijah se vrsta nadaljuje na vzhodu, Ogrska, z vključenimi Dalmacijo, Hrvaško in Slavonijo, Poljska ter vzhod z Litvo. Med Ogrsko in Poljsko bi pričakovali Češko, a je ni. Očitno je v obdobju Luksemburžanov kot nemških kraljev in cesarjev zajeta v Germaniji. Pa tudi sicer si ni mogoče predstavljati, da bi jo naslavljali Sklavonijo. Kakorkoli že, po tej analizi Sklavonija v tej upodobitvi ne more simbolizirati ne slovanskega Balkana, ne slovanskega vzhoda. Naj se na koncu vrnemo v čas okoli leta 1000 in sicer k obema znamenitima miniaturama, ki prikazujeta poklonitev dežel prestolujočemu cesarju Otonu III. In sicer v rokopisu Debelo Judaico v Bambergu in v Evangeliariju Otona III. V Münchnu. V obeh miniaturah so dežele upodobljene kot kronane žene z darovi v rokah. Nad njimi pa so komaj vidni napisi v beli barvi, ki jih določajo. V Bambergu si od leve proti desni sledijo Sklavonija, Galija, Germanija in Italija, v Münchnu pa Sklavinija, Galija, Germanija in Roma. Da bi ta Sklavinija ali Sklavanja lahko pomenila Sklavinijo iz Karlmanovih in Arnulfovih listin, je težko verjeti, ker se v listinah otonskih cesarjev ta termin nanaša le na Slovane na severovzhodu cesarstva.
Ne more pa tudi pomeniti Poljske, za kar si prizadevajo Poljaki. Slej ko prej gre za Ottonovo vizijo, da v svoji vplivni sferi ustanovi državno tvorbo, ki bi združila Slovane na vzhodu od Baltika do Ogrske, katere prebivalce so takrat še imeli za Slovane in sicer pod vodstvom poljskega kneza. To mu seveda ni uspelo. Če pa si miniaturi razlagamo le kot poklonitev dežel v mejah cesarstva, potem bi lahko, če malo pomižimo, ob Galiji, ki se je ravno takrat začela osamosvajati, v Sklavaniji oziroma Sklaviniji videli našo Slovenijo. A to je, kot rečeno, malo verjetno. Vendar naj to ne skali naše predstave o tem, da je za slovenski naselitveni prostor sicer razdeljena posamezne fevdalne tvorbe, v srednjem veku obstajala enotna označba, ki ustreza današnjemu pojmu Slovenije. Seveda z upoštevanjem njenih zgodovinskih etničnih meja. Hvala lepa. Najprej hvala upokojenemu akademiku, profesorju Janezu Hefnerju, ki je pripravil zelo pregledan, zelo zanimiv in tudi poveden referat. Hvala tudi dr. Ignaciji Fridl-Jarc, ki je prebrala njegov referat kot uvodoma povedano. Pa morda za tisti, ki ste zamudili, dr. Hefner se je zaradi osebnih razlogov opravičil. Vabimo že drugega referenta, moramo pohiteti, nas čakajo še 3 v tem prvem panelu. Pridružil se nam bo dr. Tomaž Lazar z naslovom svojega referata Pogledi od zunaj, slovenski prostor in njegovi prebivalci v dojemanju poznosrednjeveških sodobnikov. Mislim, da avtorja ni treba posebej predstavljati, ker gre za enega vodilnih kustosov v Narodnem muzeju Slovenije, ki je specializiran za starejšo zgodovino, ki je skrbnik zbirke orožja, avtor številnih odmevnih del z tega področja in je tudi vodja raziskovalnega programa Predmet kot reprezentanca. Strokovnjak za vojaško zgodovino srednjega in zgodnjega novega veka, orožje in vojaško tehnologijo in to proučuje tudi s pomočjo naravoslovnih analitskih metod. Prosim, beseda je vaša. Hvala za današnje povabilo. Moj prispevek se bo v veliki meri navezal na to, pravkar povedano, torej na prispevek mojega predhodnika. No, mogoče nekaj besed za začetek, da pojasnim svoje izhodišča raziskovalna. Zdaj, naš kolega Janez Hefler se je lotil preučevanja pojma Slovenija, Slavonija, Sklavinija, kakorkoli ga v zgodovinskih virih detektiramo, se mi zdi prvenstveno skozi ne samo likovno gradivo, ampak tudi skozi vire povezane s cerkveno zgodovino, cerkveno organizacijo. Zdaj sam sem v osnovi preučevalec vojaške zgodovine, predvsem poznega srednjega veka. In tudi v tem kontekstu sem naletel na kakšne omembe, ki se lepo navezujejo na pravkar slišano, na pravkar povedano. In se mi zdi, da če se želimo poglobiti vprašanje, kako so nek prostor njegove prebivalce v preteklosti dojemali, je seveda pravilno izhodišče je po mojem mnenju pod okvirom. Lahko je, zelo preprosto je sodobne perspektive izumljati kakšne zelo napredne teorije, ki jih potem lahko poskusimo bolj ali manj na silo dokazati, ampak tisti prvi korak je pa zagotovo pogled v vire. In kaj nam ti viri povedo o identiteti določenega okolja. Zdaj, zakaj vojaška zgodovina lahko po svoje zanimivo raziskovalno izhodišče? Predvsem zato, ker vojaški spopad je sam po sebi fenomen, ki človeka sili k opredelitvam, ključevanju na nas in one. Za slovenski prostor je v tem smislu, če govorimo o času zlasti visokega, poznega srednjega veka, formativna doba povezana seveda z integracijo večjega dela tega teritorija v okvire Nemškega kraljestva oziroma Svetega rimskega cesarstva. Zakaj je ta korak pomemben tudi z vidika vojaške organizacije?
Ne nasezadnje, poleg politične pravne strukture je vojaška organizacija tisti vidik, ki tukaj doživi zelo pomembne spremembe. V kakšnem smislu? Povezane seveda z uvajanjem feudalizma, feudalne ureditve, ki sabo prinaša nov način mobiliziranja vojaških enot, nov način vojskovanja. In vojaške elite, ki so dejanski utemeljitelji tega novega sistema, so v veliki meri v naš prostor uvožene s severa, predvsem z Bavarske. To je velika, mogoče v številčnem smislu, glede na preostale sloje prebivalstva, ne tako zelo velika, ampak v smislu dolgoročnih sprememb pa zagotovo zelo pomembna sprememba, ki dejansko privede do uvajanja tega, torej do koncepta težke konjenice, ki je vezana na feudalna gospodstva, na sistem delitve dela med proizvodni sloj in potem tiste, ki molijo in tiste, ki se vojskujejo, torej plemstvo. Ampak zelo preprosto bi bilo v perspektivi pravkar povedanega si ta proces predstavljati kot prihod neke tuje vojaške elite, nekih tujih zavojevalcev, ki sem pridejo in z ognjem in mečem si pokorijo domače prebivalstvo. Če pa dejansko pogledamo ovire tega časa, se kaže precej nasprotna slika. Zdi se namreč, da ta sloj, vsaj v prvi generaciji tujih bojevnikov, vendarle pride v nek prostor, ki že ima svojo identiteto, svojo kulturo, svoj jezik seveda. In prišliki se tej identiteti skušajo prilagoditi. Zanimiv pogled v to se pokaže tukaj sta dva primera, ki sem prepričan, sta vam v veliki večini že dobro znana, ampak jo je na tem mestu zagotovo nujno še enkrat izpostaviti. Prvi je seveda Wolfram von Eschenbach in njegova pesnitev Parazival. Ta pesnitev je pripoved, ki govori o viteškem potovanju, bolj ali manj fiktivnem verjetno, ampak očitno z nekimi segmenti, ki pa nesporno temelijo v realnih dejstvih. Zlasti ta del, ki je vezan na srednjeevropski prostor, je gotovo odraža Wolframove lastne izkušnje, lastne opažanja. No in kaj je pravzaprav zaključni del tega viteškega potovanja, ki vodi svojega protagonista praktično od Španije pa vse do slovenske Štajerske. Zanimivo je to, da slovenski prostor tej pesnitvi nastopa kot en popolnoma normalen, popolnoma integriran del krščanskega zahoda, torej Evrope, ki pozna viteštvo, deli vrednote viteštva. In ne samo to, ko se na Štajerskem pri Rogačcu zgodi tudi prijateljski dvoboj, torej turnirsko merjenje moči, se naš protagonist se spopade z bojevniki, ki so opredeljeni kot častni slovenski možje. Vindiš se mi zdi v tem kontekstu brez težko kakorkoli drugače prevajal kot slovenski. Drug primer, ki pa veliko pove o jezikovni identiteti in njeni moči, pa sega ravno tako izvira iz področja viteške poezije. Temelji pa na izkušnji Ulrika Lichtensteinskega, ki ne bi se 1227 na svoji turnirski poti, Venerini poti, ustavil tudi na Koroškem, kjer je doživel zelo lep formalen sprejem pred vojvodo Bernardom Spanheimom in dejansko predstavniki deželnega plemstva. In vojvoda Spanheimski svojega gosta, torej prišleka, ki je v njegovi perspektivi tujec, čeprav prihaja samo Štajerske, do Koroške praktično nima daleč. Ampak vojvoda Bernard tega častnega gosta sprejme s pozdravom v slovenskem jeziku. Zakaj je to zelo pomembno? Sej, to je anekdota, ki je mnogokrat opažena, ampak v tem kontekstu pa pove, da je za vojvodo dejanskega poglavarja te dežele in seveda ob njem tudi za vso plemiško elito tega okolja zelo pomembno, da na tako formalni priložnosti, kot je zdaj sprejem častnega tujega gosta, uporabi slovenski pozdrav. Torej, pomeni, da se ta elita zliva svojo okolico. Ni neka importirana bavarska, bojevniška klika, ki bi se polastila oblasti. Ampak ti prišliki dejansko so se integrirali v svoje novo okolje in sprejeli vsaj v takih priložnostih tudi jezik,
kot očitno zelo pomembno sredstvo identifikacije. In seveda s tem povezan je tudi fenomen uspilečevanja vojvod na Koroškem. To je zgodba, ki je a priori v velikem neskladju s konceptom feudalnega sistema, z idejo dednega prenosa oblasti. Tukaj pa ne samo, da se jo vsaj tolerira do zgodnega 15. stoletja, ampak zelo dolgo časa velja za tudi en pomemben del deželne identitete, kar pomeni identitete deželnega plemstva, ne samo najpreprostejših slojev prebivalstva. Ampak vendarle stvari niso tako zelo enostavne, ne? To pa vidimo pri prelivanju različnih pojmov, ne? Pa različnih opredelitev identitet od 14. stoletja naprej. En lep pokazatelj, če smo zdaj spet na Koroškem, je gotovo Janez Vetrinjski, torej deželni zgodovinar, ki ima marsikaj povedati o politični zgodovini svojega časa. In zanimivo je, kako v njegovem pisanju zdaj o kakšnem pojmu sklavonija, sklavinja in čem podobnem tega praktično ne zaznamo. Zakaj? Ker smo že v času, ko dežele kot nove politične oziroma upravne avtonomne celote funkcionirajo, in za kronista kot Janez Vetrinjski, ki si želi svojim bralcem dati čim jasnejšo podobo dogajanja v nekem prostoru. Janez Vetrinjski njega zanima podati snov v neki razumljivi obliki. Bistveno manj ga zanimajo etnične opredelitve ljudi, o katerih piše. Zelo pomembno pa za njega je predvsem, iz katere dežele kdo od njegovih protagonistov izhaja. In zato vidimo, da tako prebivalce svoje domače dežele kot sosede poimenuje po deželah, torej koroški, kranjski, štajerski in tako naprej, pozna tudi pojem sklavi in seveda govorico sklavika, ki jo dojema kot govorico svoje domače dežele. Ampak zanimivo je, da Janezovi sklavi so marsikaj drugega, ne pa prebivalci teh domačih vzhodnoalpskih dežel, ki jih verjetno zgolj zaradi lažje razumljivosti pač poimenuje po njihovih deželah. In ta besednjak, kot rečeno, odraža zdaj neko novo realnost. Nismo več v zgodnem 13. stoletju, ko dežele kot taki upravni avtonomni pojmi niso figurirali ali pa niti niso obstajali. Zato vidimo, da kadar že poseže po pojmu sklavonija, pri Janezu Vetrinjskemu je to nekaj drugega. To so vedno dežele onkraj cesarstva na Hrvaškem, Ugarskem. V kontekstu slovenske marke seveda je pa drug primer, tukaj se pa sklavonija seveda uporablja kot del uradnega naziva dežele oziroma politične tvorbe. No, ampak vse povedano ne pojasni kaj dosti o etnični pripadnosti prebivalcev tega prostora. Kot rečeno, pri Janezu Vetrinjskemu so te stvari predvsem v drugem planu. Njega zanima bistveno bolj politična zgodovina, kot pa recimo etnična podoba prostora, o katerem piše. Po drugi strani pa smo v času, ko je deželna pripadnost že lahko zelo pomembno sredstvo razlikovanja, poločevanja med nas in ona. To se recimo pokaže že leta 1403 na turnirju na Dunaju, ki je potekal v sklopu pomembnih diplomatskih pogajanj. Ampak kaj je tam zanimivo? Med pogajanji, ki naj bi v bistvu uredila politično razmerje med Avstrijo, Češko, južno-nemškimi deželami, pride do hudega spopada med dvema taborama, ki se izblekujeta v bistvu na podlagi deželne oziroma regionalne pripadnosti, med Švabi in Korošci. Torej, dejstvo, tisto izvor posameznika, odkot nekdo izhaja, je lahko v tem času že kar dober povod za to, da se potegnejo meči in se začne prelivati kri. Zdaj, tisto, kar pa mogoče v našem kontekstu je najbolj merodajno, je pa to, kako identiteto vzhodnoalpskih dežel ali pa prostore sedanje Republike Slovenije dojemajo zunanji opazovalci, ki pa vendarle jih ta etnična predelitev dejansko zanima, želijo o tem nekaj napisati. In v tem smislu je zelo zanimiv vir severna Italija, torej forlanski oziroma severni italijanski pisci, kar precejkrat v svojem pisanju sežejo tudi na dogajanje v slovenskem prostoru, občasno tudi občutijo potrebo, da bistveno natančneje opredelijo protagoniste tega dogajanja.
To je na zadnjem kontekstu vojaških operacij aktualno tudi zato, ker od začetka 14. stoletja pride do kar intenzivnega angažmaja vzhodnoalpskih bojevnikov v prostoru severne Italije. V prvi fazi gre večinoma za vojne operacije domačih dinastov, a je to vojvoda Henrik Koroški ali je to goriški grof Henrik II, ki je bil že omenjen v predhodnem predavanju, v tem primeru kot kraljevi oziroma cesarski vojskovodja. Zelo malo zatem, torej v prvem, drugem desetletju 14. stoletja imamo recimo temu lahko še uradni angažma plemstva v službi dinastov, v naslednjih generacijah pa najemništvo. Torej imamo primere celega kupa plemiških rodbin iz slovenskega prostora, ki se v severno-italijanskem okolju odinjajo kot vojaki za denarno plačilo. In italijanski pisci so, podobno kot vse ostale prišleke bojevnike iz okolja onkraj Alp, oziroma iz okolja Svetega rimskega cesarstva, pretežno nemško govoreče Srednje Evrope, njih so preprosto pojmenovali kot Tevtone. To je bila zelo ohlapna oznaka, za katero se je pa lahko skrilo marsikaj. Do trenutka, ko je vendarle postalo pomembno to brezoblično maso tudi nekoliko natančneje opredeliti. No in en tak primer je bitka pri Montagnani. Julija 1313 pride do velikega spopada med cesarsko vojsko, ki jo vodi Henrik II. Goriški. V slovenskem zgodovinopisju se mi zdi en tak precej anonimna oseba, ampak v smislu vojaške zgodovine pa zelo pomembna. Mislim, da v poznem srednjem veku bi težko našel bolj izpostavljenega plemiča, ki se dejansko udejstvoval kot vrhunski taktik, vrhunski strateg, tako zelo uspešen, da so mu vladarji Svetega rimskega cesarstva zaupali poveljstvo nad svojo armado. No in Henrik II. Je pri Montagnani upravičil svoj sloves, izbojeval je veliko zmago nad četami iz Padove in Treviza. V njegovi vojski, kar je tipično za angažma vzhodnoalpskih dežel v tem času, njegova vojska je bila sestavljena večinoma iz Tirolcev, Korošcev, Kranjska je precej moštva prispevala, nekaj kontingentov so nanovačali tudi v Furlaniji, torej na ozemlju Furlanije oziroma severne Italije, ki je bilo zvesto cesarju, in en del tudi hrvaške dežele, torej plemiške rodbine, kot so Frankopani, Gusiči, Baboniči, tudi oni so tukaj prispevali nekaj zavezniških kontingentov. In zanimivo je, da naš domači pisec Janez Vetrinski, ki bi gotovo mogel dosti bolje vedeti ali pa vsaj bolje se izraziti, za njega so vsi ti ljudje preprosto Tevtoni. Imamo nobenih sklavov, nobene sklavike, nič. Ampak pri Albertinu Musatu, kot italijanskemu opazovalcu, pa je tukaj pomembno, da pri opisu te bitke vedno znova opozori, da tukaj niso bili samo Tevtoniki, ampak tudi sklavi. Kaj pa ti sklavi so? Zdaj, na prvi pogled je to samo ena priročna oznaka za vse tisto, kar ni tevtonsko, torej vsi nenemški možje. Ampak že izpostavljam primer novačenja vojske v Trevizu, ko se vojaške grožnje v severni Italiji nadaljujejo, angažma cesarjeve armade pri Montagnani za nekaj časa zavaruje Padovo in Trevizo pred apetiti veronskega dinasta Cane de Vescale, ampak sovražnosti se potem še stopnjujejo v naslednjih letih. No in za božič leta 1319 je sestavljen prvi popis moštva velike armade, ki se takrat v Trevizu zbere. Ta mobilizacija se nadaljuje še v naslednje leto 1420. Na koncu sicer iz tega ni nobene velike bitke, ker se konflikt reši vsaj začasno z diplomatskim sporazumom. Ampak tile primeri so bili vsaj večji del že navedeni v prejšnjem predavanju. Jaz je pa tukaj vendarle še na nekaj detajlov opozoril. Zanimivo je, da ko Liberalis oziroma Liberale de Levada, italijanski pisec, domačin, ki v tej vojski piše, on tukaj za nekaj oseb zelo jasno pove, odkot prihajajo oziroma kdo pravzaprav so. Zanimivo je, da Konrad Affenstein kot maršal Koroške, on prihaja de Alemanija. Dobro. Za Huga de Vinskega smo slišali de Sklavonija. Tudi dobro. Zdaj, za Grajfa Čreteškega je najmanj dvoma od vseh, ker marka Sklavonija, torej slovenska marka, je od vseh teh pojmov
deleč najeksaktnejšega, takoj lahko umestimo na politični upravni zemljevid. Ampak še zanimivejša pa je relacija med to Alemanjo in Sklavonijo v tem smislu. Zdaj, če tukaj dojemamo, da liberal iz Delovada nekoga z Koroške dojema kot Nemca, nekoga iz Goriške, recimo prostora Goriške obale, Jadranskega zaledja, to dojema kot Sklavonijo. Dobro, zdaj, kaj ta Sklavonija potem je? Ali vključuje tudi hrvaški prostor? Ne, a ne. Ker tukaj imamo pa še Ivana Baboniča, ki pa v tem času de facto je ban Slavonije. Ampak ni noben banus de Sklavonija ali kaj podobnega, ampak de Albanija. Zdaj, kaj ta Albanija pomeni, je pa sploh mogoče istočnica za razpravo, ki se zdaj ne bomo privoščali zaradi pomanjkanja časa. Ampak pomembno tukaj je, da kar naenkrat smo naleteli na dosti eksaktnejše pojmovanje, ki kaže, da ljudje tega časa ni nujno, da so z nekimi pojmi in oznakami za teritorij, za prebivalce operirali v svojem pisanju. Prav tako pa ni nujno, da niso poznali teh pojmov, da jih niso dojemali in da niso bili relevantni v nekih kontekstih. Torej, kaj zdaj ta Sklavonija je? Kot smo ugotovili, ni to preprosto oznaka za tisto, kar bi recimo v času prve križarske vojne opazili pri prebiranju recimo gesta Francorum. Ko pridajo bojevniki iz prostora Zahodne Evrope, iz francoskih dežel in potujejo skozi Balkan in pridejo v neke divje, neposeljene konce, v neko Sklavonijo, kjer ni žive duše, dokler ne srečajo Bizantincev, to je oznaka za praktično Balkan, za slovansko govoreč prostor Balkana. Oziroma vsaj zaledje Jadranske obale, kar je v perspektivi zlasti Benečanov še globoko v novi vek Sklavonija. Ampak tukaj ne govorimo o isti stvari. Pri liberalju Sodelovadi imamo očitno pojma z neko koncepcijo, ki pa je neverjetno blizu današnjim mejam Republike Slovenije. Kot rečeno, nekje na Karavankah očitno on potegne mejo, hrvaškega prostora v to Sklavonijo ne vključuje. In kaj je zdaj skupno tej Sklavoniji, kot jo on pojmuje? Očitno dvoje. Prva stvar je večinska pripadnost slovenskemu jeziku, slovenskemu govornemu področju in posledično tudi kulturni identiteti, ter po drugi strani položaj znotraj mej Svetega rimskega cesarstva. To pa je spet pomembno, ker je to vendar ena pomembna politična ločnica, ki potem loči ta prostor tudi v relaciji do hrvaških dežel oziroma Ogrske. In to seveda ni osamljen primer. Zdaj, da ne bomo predolgi, tudi primer notarja oziroma kapelana Burharda je bil že omenjen. Tukaj imamo v sredini 12. stoletja praktično isti pojem Sklavonije, s to izjemo, da tukaj je tudi Koroška notor vključena brez kakšne velike dileme. Torej, tukaj le meje ni na Karavankah, mogoče je severno od Gosposvetskega polja, tega ne vemo, ampak vsekakor ta prostor, vsaj južne Koroške, še je pojmovan kot nesporna del Sklavonije. Po drugi strani pa tudi opažamo, da je to en pojem, ki je še vsaj do sredine 14. stoletja zelo domač v italijanskem prostoru. Tukaj imamo primer dveh kronistov iz Padove, bratov Cortusijo, in ona dva s pojmom Sklavonija označita tisto zadnjo, niti ne deželo, ampak zadnjo regijo, ki je na svoji poti od Ogrske do Italije prečka ogrski kralj Ludvik I. In tukaj seveda bi lahko dodali še cel kup primerov iz študij Janeza Heflerja, ki so bile pravkar omenjene in govorijo v bistvu o isti stvari. V kontekstu italijanskih virov, potem druge polovice 14. stoletja, opažamo, da marsikdo seveda ne čuti posebne potrebe, da tako natančno posamezne kontingente opredeljuje. Na vse zadnje je ta oznaka za Teutone je lahko zelo privlačna. Ampak vidimo, da kadar je bilo pomembno, so znali ločevati med posameznimi etničnimi skupinami, včasih celo zelo natančno. Tukaj imamo primer koprskih mestnih oblasti iz leta 1348, ki želijo na neki točki predpovedati zaposlovanje tujih najemnikov. Očitno zato, ker so bili v tistem momentu tratirani kot nezanesljivi. Kdo so zdaj ti tuji najemniki? Tukaj le imamo Istrane, Furlane, Sklave, Nemce, torej vse iz Gornje Nemčije. Zdaj, kako torej te Sklave lahko opredelimo? Očitno spet smo kar v
pojmu Sloveniji ali pa Slovenci. In to niso Istrani, zanimivo, ne? Ti Slovenci očitno niso prebivalci Istre, ker Istrani so poimenovani po svoje. Furlani so razumljivo ravno tako poimenovani po svoje. Za Nemce tudi ni kakšnega velikega dvoma, ampak tile sklavi očitno niso prebivalci kakšnega bolj oddaljenega nemškega oziroma hrvaškega prostora, ampak ljudje iz neposrednega zaledja, torej prebivalci slovenskih dežel, slovenskega prostora oziroma Sklavonije, kot so jo poimenovali v tem času. Problem pa seveda je, da bolj ko se deželna identiteta utrjuje, manj je takih primerov v zgodovinskih verih in no, vse zadnje je tudi nekaj logičnih razlogov za to. Tako da jaz bom na tej točki zelo na hitro zaključil, mogoče samo opozorim na to, da smo v času, ko deželna identiteta dejansko v uradni komunikaciji, v pisanju v politični zgodovini izrazito zasenči tiste prejšnje etnične identitete, ki v tem kontekstu ne povedo več veliko svojim sodobnikom. Tukaj imam recimo nekaj primerov plemiških rodbin iz našega prostora, ki bi jim težko pripisali kakšne velike težnje po obujanju koncepta Sklavonija, povezovanju slovensko identiteto. Do Maksimiljana I. oziroma do časa, do preloma moderno dobo, ko pa se pokaže, da sem pa tja, vendarle tudi v vladarski dinastiji Habsburžanov, živi zavest o nekem naddeželnem prostoru, ki je slovenskega oziroma slovanskega značaja in pokriva točno to, kar Sklavonija oziroma Sklavinija iz virov starejših stoletij. No in tak primer je popis orožja cesarja Maksimiljana I. Okoli leta 1507 na predvečerah vojne z Benetkami in tam poleg dobesedno 100 popisov posameznih orožarn na različnih lokacijah po Habsburških deželah naletimo tudi na zaznamek o topništvu v Windischenlanden. Torej očitno o neki zalogi artilerije znotraj Habsburškega prostora dednih dežel. To topništvo pa je bilo pripravljeno prav za prihajajoči spopad z Benetkami in v tem smislu imamo tukaj še eno omembo praktično Sklavonije, samo v nemškem jeziku. Zdaj moram pa res nehati, preden me deložirate. Hvala, Tomaž, res vrhunski referat, zanimiv, povedan. Potem pa vabimo že naslednjega referenta in sicer prihaja dr. Vanja Kočevar, eden eminentnejših zgodovinarjev mlajše generacije, ki nam bo predstavil svoj referat od Sklavonije in Windischlanda do slovenske dežele, integralni označevalci za slovenski etnični prostor v zgodnjem novem veku. Doktorja Kočevarja ni treba posebej predstavljati znanstveni srednji, ker je že dobro uveljavljen znanstveni sodelavec Zgodovinskega inštituta Milka Kosa na ZRC SZU. Ukvarja se s politično zgodovino slovenskega etničnega prostora v zgodnjem novem veku, s poudarkom na Vojvodini Krajinski. Je pa tudi strokovnjak za raziskovanje političnih vidikov proti reformaciji in katoliške obnove na prelomu 16-17 stoletje, razvoju kolektivnih identitet na Slovenskem in tako naprej. Naj za konec morda omenim njegove predstavitve še to, da je bil oziroma prejemnik nagrade za najboljšo doktorsko dizertacijo v študijskem letu 16-17 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kolega Vanja, beseda je tvoja. Ja, hvala lepa za besedo, hvala za prijazno napoved, lep pozdrav vsem skupaj še z moje strani. Moj današnji referat nosi naslov od Sklavonije in Windischlanda do slovenske dežele, integralni označevalci za slovenski etnični prostor v zgodnjem novem veku. Torej, čeprav slovenski etnični prostor v predmodernih obdobjih ni predstavljal neke zaokrožene politično-upravne entitete, so ga srednjeveški viri, vendar kot sta tudi že nazorno pokazala moja cenjena predhodnika, občasno označevali z variantami latinskega horonima Sklavonija. Temu se je najpozneje v zgodnjem 15. stoletju pridružila še njegova nemška različica Windischland. No, tule na diapozitivu
predstavljam le dva primera takega označevanja slovenskega etničnega prostora kot celote z latinskim horonimom Sklavonija. Oba sta nastala na prelomu iz srednjega v zgodnji novi vek in sicer se tule prvi nanaša na ustanovitev oziroma gre za citat iz ustanovne listine za nadarbino slovenščine veščega duhovnika, ki je za duhovne potrebe vernikov Christi Fidelium Nationis Sklavonije, kot piše v dokumentu, skrbel v Ahnu. Nemški Rim je bil ta čas namreč priljubljena romarska destinacija Slovencev in leta 1495 je bila tam na pobudo mestnih očetov Ljubljane in Kranja ustanovljena nadarbina za tega duhovnika. No, drugi primer je dejansko že omenil moj cenjeni predhodnik. Gre pa za kratek citat iz ene od latinskih avtobiografij cesarja Maksimiljana I., ki se je tule pohvalil znanjem slovenščine. Na primer je sicer že leta 1979 opozoril Primož Simoniti. No, Maksimilijan I., poslednji vitez, se tule pohvali, da se je slovenščine v mladosti naučil od nekega šaljivega kmeta in dveh plemenitih fantov iz Sklavonije. Torej, ta dva in ostali primeri, o katerih je bil danes že govor, kažejo, da se je slovenski etnonim tekom srednjega veka teritorializiral. Se pravi, slovenska etnična skupnost je s tem procesom dobila tudi prostorsko komponento. V nadaljevanju referata bom izpostavil, da zlasti v 17. stoletju opazimo, da ta proces poteka tudi reverzno. Govorimo namreč o deteritorializaciji, ko integralni označevalci za slovenski etnični prostor za recimo približno poldrugo stoletje izginejo, vendar o temu več v nadaljevanju. Kot je bilo tudi danes že opozorjeno, Sklavonija ni enoznačnica s svojimi variantami. V zgodnjem novem veku je poleg slovenskega etničnega prostora pogosto lahko označevala tudi sosednje kraljestvo Slavonijo onstran cesarsko-ogrske deželne meje, občasno tudi slovaški etnični prostor, seveda v zgodnjem novem veku. No, od časa humanizma naprej pa Sklavonija pogosto nastopa tudi kot sopomenka za obujeni antični horonim Ilirik, ki označuje nekako recimo temu slovanski zahod Balkanskega polotoka in tule na diapozitivu vidimo dva zemljevida, na katerih Sklavonija nastopa kot sopomenka za Ilirik. No, kot rečeno, slovenski etnični prostor do zgodnjega novega veka predstavlja neko zaokroženo, čeprav ne politično, ampak etnično in jezikovno entiteto, s katero se identificirajo tudi njegovi prebivalci. Tule navajam nekaj primerov akademikov in študentov slovenskega prostora, ki so v neutralnih virih, torej v univerzitetnih matrikah, opredeljeni z horonimom Sklavonija. Sicer se tu nanašam na študije Primoža Simonitija, Janeza Höflerja, Janeza Vajca in Borisa Golca. Takole, kot Sklavonijo so opredeljeni študenti in akademiki, ki so sicer prihajali iz različnih krajev, tako iz Brežic, Metlike, Tržiča, Celja in pa Novega mesta. Poleg tega bi rad izpostavil, da je avstrijski zgodovinar Herbert Klein že leta 1950 v svoji študiji o tovornikih z Koroškega pozoril, da so se tovorniki iz Zilske doline na Salzburškem, kamor so pogosto potovali, svojo teritorialno ali domovinsko pripadnost običajno opredelili z Windischland ali Auswindisch, medtem ko so za samo Salzburško rekli, da je, citiram, in diesem Deutschland. Torej, toliko o temu. No, s slovenskim etničnim prostorom se niso identificirali le akademiki, študentje in pa tovorniki, z njim so se opredeljevali tudi slovenski protestanti. Tako tule navajam en znan primer iz Trubarjevega pisma Heinrichu Bullingerju z dne 13. septembra 1555, v katerem Trubar med drugim zapiše, berem slovenski prevod, citat:
Zakaj naj povem brez hinavščine? Iz vaših in gospoda Pelikana komentarjev sem se, hvala Bogu, veliko naučil in iz njih 17 let zapored v slovenski deželi pridigal. Zato me je hudič dostikrat močno pestil in me naposled hotel spraviti v ječo. Toda vsemogočni me je čudežno potegnil iz njegovega žrela. In če tudi ste vi in vam enaki s svojimi knjigami vzrok, da moram živeti v pregnanstvu, oropan domovine in 3 dobrih mastnih nadrbin, vam zaradi tega nisem sovražen, temveč vdan. Konec citata. Torej, tale citat jasno kaže, da je Trubar z Windischlandom oziroma slovensko deželo pojmoval svojo domovino. O vsebini tega pojma pa je Teodor Elce že leta 1897 zapisal, citat, z Windischlandom je treba tu razumeti spodnje Štajersko, Kranjsko in Trst, kjer je Trubar pridigal 17 let. Konec citata. Torej, od leta 1530 do leta 1547. Preden se posvetim zapisu slovenskega horonima, se pravi integralnega označevalca za slovenski etnični prostor v slovenščini, le beseda o etnonimu. Kot smo danes tudi lahko že slišali, Trubar in protestanti niso iznajditelji etnonima Slovenci, temveč ta izpričan v nevtralnih virih. V slovenščini trenutno najstarejši znani primer iz leta 1486 in sicer je nastal v Kopru, ko se je pri tamkajšnjem notarju oglasila neka Marina iz Dekanov za stran oddaje nekega zemljišča in v pogodbi, ki je sicer pisana v latinščini, jo je koprski notar označil kot z besedno zvezo, citiram, Marina Slovenka de Vila Canum. Konec citata. Torej, njen etnonim je v sicer latinskem dokumentu zapisan v slovenščini. Na ta primer je sicer že leta 1969 opozoril Srečko Vilhar, do sedaj ni bil deležen večje pozornosti. Mene konkretno je na to opozoril gospod Jonathan Winkler, ki se mu na tem mestu vljudno zahvaljujem. No, na diapozitivu so še nekateri drugi primeri, ki pa jih zdajle zaradi časovne omejitve žal moram izpustiti. Nadaljujemo pa s slovenskim horonimom, torej recimo temu integralnim označevalcem za slovenski etnični prostor. Za razliko od etnonima, pred Primožem Trubarjem nimamo izpričanega zapisa slovenske različice tega horonima, temveč prvi datira v leto 1555. Vendar lahko po analogiji z etnonimom sklepamo, da tudi tu protestanti niso njegovi tvorci, njegovi iznajditelji, temveč zgolj zapisovalci nečesa, kar je bilo takrat že v splošni rabi. Tule navajam nekaj primerov. Zdaj v nadaljevanju bom predstavil 3 tabele, na katerih taksativno prikazujem rabo 2 integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor, ki so jo uporabljali protestanti. Gre za besedni zvezi slovenska dežela v ednini in slovenske dežele v množini. Se pravi, ta 2 označevalca sta tvorjena iz odnosnic dežela oziroma dežele in pa levega prilastka, ki dokazuje etničnost. Naj tudi tu poudarim, da ne gre za neko skovanko, ki bi bila posebej namenjena slovenskemu primeru. V protestantiki se poleg slovenske namreč srečamo tudi z bosansko, hrvaško, hispansko, judovsko, laško, nemško in ogrsko deželo. Preden začnem, sem tu dolžen opozoriti še, da je že Jakob Müller ugotovil, da besedna zveza slovenska dežela tudi v protestantiki ne nastopa zgolj kot označevalec za slovenski etnični prostor, temveč je lahko označevala tudi sosednje kraljestvo Slavonijo in pa prostor Ilirika, s katerim smo se danes že večkrat srečali. Na to sem tudi opozoril, v zadnjem stolpcu lahko vidite, kaj označuje posamezen označevalec. No, prva tabela je posvečena rabi horonima slovenska dežela v ednini in sicer se ta v slovenski protestantiki pojavi 12krat v 11 knjigah. 6 od teh primerov se nedvomno nanaša na slovenski etnični prostor. En primer bom podal iz drugega katekizma Trubarjevega iz leta 1555.
v katerem avtor med drugim zapiše, citiram, iz tega katekizma pač mogo vsi žlaht ljudje se prav naučiti te potrebne štuke te vere krščanske, katere malo ljudi, Bog se usmili, slovenski deželi zdaj prav znajo. Konec citata. V treh primerih se slovenska dežela nanaša na Ilirik, in sicer gre tu za prevode pisma Rimljanov, apostola Pavla, in sicer za stavek, ki se v sodobnem slovenskem prevodu svetega pisma glasi, apostol Pavel tu pravi, citiram, vse od Jeruzalema tja do Ilirika sem v velikem krogu dopolnil Kristusov evangelij. Konec citata. Torej ta Ilirik, Primož Trubar in Jurij Dalmatin prevajata slovensko deželo. Dve rabi horonima, slovenska dežela pa se nanašata na sosednjo Slavonijo. No, druga preglednica je posvečena množinski obliki integralnega označevalca slovenske dežele. Ta se v protestantiki pojavi 10-krat, in sicer v 9 knjigah. 5-krat se nedvomno nanaša na slovenski etnični prostor. Kot primer tu izpostavljam le recimo delo Artikoli o lideli te prave stare vere krščanske iz leta 1562, ki je Trubar posvetil kristjanom, ki bivajo v deželah Kranjski, Spodnještajerski in pa Koroški, in te dežele pozneje označi kot slovenske, ko odgovarja na kritike svojih nasprotnikov, češ da v teh deželjah širi neko novo krivo vero, in sicer takrat zapiše, citiram, da jest svojimi tovariši in obukvami hočemo eno novo krivo vero v tih slovenskih deželah narediti in v gori pripraviti. Konec citata. No, v 5 primerih pa se besedna zveza slovenske dežele nanaša bodisi na sosednjo Slavonijo, bodisi nek širši slovanski prostor, ki ga lahko imenujemo tudi Ilirik. No, v 3. preglednici se sprehodimo skozi vse navedbe, se pravi množinskega in edninskega integralnega označevalca. Oba se v protestantiki skupno pojavita 21-krat, in sicer v 16 knjigah. 4 protestantski pisci so jo uporabljali, in sicer največkrat Trubar 15-krat, Sebastian Krelj 3-krat in pa Jurij Dalmatin in Matija Trost oba po 2-krat. Kot kaže, tudi ni za rabo edninske in množinske oblike stal noben sistem. V 4 delah se srečamo namreč z obema različicama. Označenci pa so 11-krat slovenski etnični prostor, 3-krat, kot rečeno, Ilirija iz svetopisanskih besedil in 7-krat bodisi Slavonija, bodisi nek širši slovanski prostor Zahodnega Balkana. No, toliko o tem. Kljub temu, da je druga polovica 16. stoletja čas, ko končno dobimo tudi slovenski zapis integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor kot celoto, je to tudi čas, v katerem, in o tem smo danes tudi že nekaj slišali, raba teh integralnih označevalcev počasi zamira. Na to so vplivali, po mojem skromnem mnenju, zlasti 3 razlogi. Prvi je institucionalna krepitev dežel. Dežele se iz nekih osebnih pravnih zvez plemstva v zgodnjem novem veku namreč razvijajo v politično-pravne entitete z atributi državnosti, posledično se deželne identitete z nekih ozkih krogov plemstva širijo na vse širše skupine prebivalstva dežele. Na drugi razlog je opozoril že Vasko Simoniti, gre namreč na vznik nekega deželnega patriotizma, zlasti kot odgovor na osmanski pritisk od zunaj. Tretji razlog pa je, recimo temu, geopolitične narave. Namreč po letu 1526 se habsburški sestavljeni monarhiji pridruži tudi sosednje kraljestvo Slavonija v okviru Ogrske in sedaj, ki slovenskim etničnim prostorom deli isti enak označevalec v nemščini in latinščini, se pravi, na tem področju nastane nekakšna zmeda. Če se spomnimo na začetku referata, recimo poslednji vitez Maksimilijan I, če je on napisal v svoji avtobiografiji, da se je slovenščino učil od nekega šaljivega kmeta ali 2 fantov ex Slavonija,
ali na predvečer vojne z Benečani naročil inventarni popis artilerije in Windisch in Landen, kot je opozoril kolega Lazar, je bilo takrat, ko Slavonija še ni bila del habsburške sestavljene monarhije, povsem jasno, da je s tem mislil slovenski etnični prostor v okviru svojih dednih dežel. Po pridobitvi sosednje Slavonije pa tu seveda nastopi neka zmeda. In sosednja Slavonija je imela tu pred slovenskim etničnim prostorom neko prednost, predstavljala je namreč zaokroženo politično upravno entiteto z titulo kraljevine. Slovenski etnični prostor je bil po drugi strani razdeljen na dežele, od katerih je le slovenska marka nosila slovensko ime, pa še ta se je po dolgem procesu leta 1593 dokončno tudi de jure zlila z Vojvodino Kranjsko in spomin na njo je med ljudmi počasi zamrl. To so torej razlogi, zaradi katerih v 17. stoletju lahko govorimo o nekakšni deteritorializaciji integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor, ki vsaj na področju etničnega jedra za stoletje in pol približno izginejo in se to tudi umaknijo kranjskemu imenu. O tem bomo več sicer slišali v referatu gospoda Borisa Golca. Na proces deteritorializacije jasno kaže en zanimiv primer iz Rima, iz sredine 17. stoletja. Takrat se je namreč v slovanskem hospicu v Rimu vnel spor, glede tega so mar Kranjci Germani ali Iliri. In pred papeško roto je v tem sporu pričal tudi najemniški vojak Matija iz Kranja, ki je podal sicer več odgovorov na različne vprašanja, ampak za našo današnjo pripoved je najpomembnejši tale. Matija je namreč odgovoril, citiram prosti prevod: "Ne morem povedati, kje so meje dežele Skjavonije, ne razumem, kaj pomeni to ime dežela. Lahko pa povem, da se slovenščina govori v delu Koroške, v delu Štajerske, na Kranjskem in v Istri. Slišal sem, da se govori tudi na Goriškem in ne poznam drugih dežel, razen omenjenih, kjer se govori slovenski jezik." Konec citata. Torej, Matija iz Kranja sredi 17. stoletja, za razliko od, recimo temu, akademikov in študentov 15. in 16. stoletja, ni več poznal integralnih označevalcev za slovenski etnični prostor, še vedno pa je dobro vedel, kje se govori slovenščina. Kljub deteritorializaciji slovenskega etnonima je slovensko ime ostalo v določenih parcialnih poimenovanjih delov slovenskega ozemlja, ker me verjetno čas že malo priganja. Bom tule izpostavil le ponovno slovensko deželo. Tule so našteti primeri, ki mi jih je do zdajle uspelo najti. No, slovenska dežela, s katero smo se že srečali s protestanti, pa je, kot kaže več virov, preživela to deteritorializacijo, ne sicer kot integralni označevalec, temveč kot parcialni označevalec slovenskih predelov vzhoda spodnje Štajerske. Gre sicer za zanimivo zadevo, ki pa bo žal morala počakati na diskusijo ali razpravo. No, v poznem 18. stoletju pa se vsled krepitve pomena etničnih in jezikovnih identitet srečamo tudi z, recimo temu, znanilci novega integralnega označevalca za slovenski etnični prostor. Pri Baltazarju Akeju tako leta 1784 naletimo na horonim Slavenski stran, ki se je znašel tudi na zemljevidu, tule označen v rumeni barvi. Zgolj kot zanimivost gre tudi za čas, v katerem se v atlasih in zemljevidih začno pojavljati urisane jezikovne slovensko-nemške meje, tule primer za spodnjo Štajersko. Tako sem prišel do konca svojega referata, ker me čas verjetno priganja, bom tule podal le en sam sklep. Mislim, da na podlagi povedanega lahko zaključimo, da slovenski etnični prostor ni nek, recimo temu, fantazmagoričen pojem, temveč gre za prostorski koncept, ki je izpričan v virih. In zato moje skromno mnenje, da je popolnoma upravičeno, da v slovenskem zgodovinopisju uporabljamo besedni zvezi na slovenskem ali slovenski etnični prostor ali slovenske dežele, ko govorimo o prostoru današnje Republike Slovenije in zamejstva v predmodernih obdobjih.
Z moje strani bi bilo to vse. Se vam najlepše zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Vanja Kočevar. Čisto malo nam je premaknil kavo, bomo dobili vsi kavo. Zorljivo, tako da je treba poslušati do konca. Še zadnjega referenta prvega sklopa vabim profesorja dr. Borisa Golca, da nam predstavi svoj referat Dikotomija slovensko-krajinsko, vzroki, razsežnosti, posledice. Mislim, da tudi dr. Borisa Golca ni potrebno predsebej predstavljati, je redni profesor zgodovino novega veka, zaposleni kot znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa, na ZRC-ju SAZU v Ljubljani. Ukvarja se s široko paleto raziskav, eden tistih zgodovinarjev, ki lahko adekvatno pokrivajo zgodovino od paleolita do Tita. Dejansko je pa strokovnjak predvsem za novi srednji vek. Spomnite se njegovih genealoških študij Trubarja, pa Valvazorjev in še mestna Krajinska in Trgov in še na kakšni drugi slovenski deželi. Študiral je tudi, oziroma izpolnjeval se v Gradcu, predaval tudi kot gostujoči profesor v Zagrebu. Bil je soustanovitelj in prvi predsednik Društva slovenskega za proučevanje 18. stoletja, tudi soustanovitelj Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino in Spiritus Agens našega društva in ne nazadnje tudi pobudnik in Spiritus Agens našega današnjega posveta. Boris, beseda tvoja. Najlepša hvala za besedo, spoštovani, da me kam ne zanese, kar bi se lahko hitro zgodilo, se bom raje oprl na pisno predlogo svojega referata. Torej, kot smo nazorno videli, kot so predstavili moji predhodniki, so se integralni označevalci za slovensko ozemlje v srednjem veku pojavljali v nemščini in latinščini, potem pa od Trubarja dalje nekaj časa tudi v slovenščini kot slovenska dežela oziroma slovenske dežele. Enega od pomembnih razlogov, kot je izpostavil že Vanja Kočevar, zakaj so se potem sodeč po virih v 17. stoletju ti integralni označevalci umaknili, zakaj so ugasnili ali skoraj ugasnili, je predstavljala krepitev deželnih identitet, torej institucionalizacija dežel. Za razliko od zemljepisno težko opredeljive slovenske dežele, Sklavonije, Vindišlanda, oznak brez političnega ozadja večinoma, ki so lahko nastopale, kot smo videli, tudi kot večpomenke, so dežele politična in geografska realnost. Deželna zavest in identiteta sta se v slovenskem prostoru občutno okrepili v 15. in 16. stoletju, ko so se dežele politično konsolidirale z dokončnim oblikovanjem deželnih stanov in je turška nevarnost vse družbene plasti povezala v nekakšno obrambno skupnost. Od imen političnih enot je za nadaljno rabo integralnih označevalcev slovenskega prostora predstavljalo največjo oviro ime ene od njih, in sicer Vojvodine Kranjske, posredno seveda. Ta dežela na skrajnem jugovzhodu Svetega rimskega ali nemškega cesarstva je vključevala znaten del tiste populacije, ki se je prepoznala v Trubarjevih ljubih Slovencih in tudi približno slabo polovico njenega naselitvenega ozemlja, danes približno polovica Slovenije. Še več, šlo je za osrednjo slovensko deželo in poleg tedaj še male Goriške za edino, kjer je bilo slovensko prebivalstvo v absolutni večini. Če zanemarimo nemške kolonizacijske drobce srednjeveškega nastanka in alohtone uskoške priseljence 16. stoletja, sta na Kranjskem obstajali le dve kompaktni drugojezični območji. Prvo je kočevarsko iz srednjega veka in drugo je severovzhodni del Istrskega polotoka, tako imenovana Istrska grofija, kjer je živelo pretežno hrvaško-čakovsko prebivalstvo. V Vojvodinah Koroški in Štajerski je slovenski živelj nasprotno predstavljal manjšino, torej samo v južnem delu približno tretjina prebivalstva vsake dežele, vsake od obeh dežel je bila slovenska. Tako ne preseneča, da je na Kranjskem usporedno s krepitvijo deželne zavesti prišlo do imenske oziroma samoidentifikacijske spremembe, do tako imenovane karniolizacije njenega slovenskega prebivalstva. Kranjec je zdaj iz označevalca za prebivalce dežele postal etnonim, se pravi oznaka za slovensko govoreče Kranjce. Etnonimu je potem s časovno distanco sledil še kranjski lingvonim, torej za jezik, kot alternativa slovenskemu in nato kot zamenjava za njim.
Pri tem se proces kolonizacije ni omejil samo na Kranjsko, razmeroma zgodaj je prestopil deželne meje, kar priča o čem? Torej, priča o že izoblikovani skupni jezikovni in etnični zavesti slovenskega prebivalstva. Kranjec in kranjski jezik sta tako postala resna konkurenta etnonimu slovenec in lingvonimu slovenski jezik. Dolgotrajni proces je na Kranjskem privedel do skoraj popolne zamenjave prejšnjih slovenskih označevalcev. Medtem ko je imel zelo različen uspeh po drugih, torej po sosednjih območjih zunaj matične dežele. In slednjič je nastala izrazita imenska dihotomija, slovensko na eni strani, kranjsko na drugi, ki je dosegla vrhunec v 18. stoletju in potem pomenila v prvih desetletjih narodne prebuje nemajhno oviro za uveljavitev skupnega poimenovanja naroda in jezika, pa seveda tudi skupnega poimenovanja prostora, ki ga danes poznamo v Slovenijo. S takimi in podobnimi težavami se nismo srečevali samo Slovenci, tudi mnogi drugi evropski narodi, zlasti tisti, ki niso imeli lastne državnosti. Na hitro si poglejmo torej, kako so poskušali vprašanje dihotomije premostiti v razsvetljenski dobi, torej s tem vprašanjem so se prvi soočili slovenski razsvetljenci na prehodu iz 18. v 19. stoletja, Anton Tomaž Linhart, Valentin Vodnik in Jernej Kopitar, ki pa so se bolj ali manj samo dotaknili tega pojava, ne da bi izpričali, da je bilo kranjsko ime razširjeno tudi zunaj Kranjske, ne samo na Kranjskem. Kopitar, ki v svoji slovnici iz leta 1808 oziroma 9 celotno ljudstvo imenuje Vindi, to je takrat običajna oznaka, je ponudil naslednjo razlago dvoimenskosti. On pravi takole, samo Slovani na Štajerskem in Koroškem so Vindi, se pravi Slovani, zato da se ločijo od svojih nemških sodeželanov. Sami se imenujejo Slovenci, pri čemer je skupno ime naroda, torej Slovane misli tukaj, se je spremenilo v ime vrste. Nasprotno pa je tak razlog odveč na Kranjskem, ker je vsa dežela poseljena s Slovani, zato je, že odkar ljudje pomnijo, uveljavi izključno posebno ime Kranjci. Linhart je v svojem poskusu zgodovine Kranjske in drugih dežel Avstrije iz leta 1791 zapisal, da se je sicer na Kranjskem vsak domačin prepoznal po imenu Slovenc in svojo govorico po označbi slovenski jezik. Vendar je za pravilno razumevanje te trditve treba upoštevati kontekst. Namreč Linhart je iskal skupne imenovalce, govoril o slovanskih narečjih in etimologiji, zato je poudarjal seveda nekatere stvari, ki niso bile čisto v skladu z dejanskim stanjem. Tudi Valentin Vodnik leta 1808 piše Dobrovskemu pismo, v katerem veliko bolj izraža lastne želje, kakor pa da bi podal dejansko stanje, ki je bilo precej drugačno. Zapisal je namreč, pravimo si Slovenci, našemu jeziku slovenski, čeprav se je začelo to poimenovanje na Kranjskem izgubljati in prehaja v Kranjec Kranjsko. Od pričevanj slovenskih razsvetljencev sta tem dragocenejši dve rokopisni obravnavi jezika izpod peresa Jurija Japlja, ker natančneje govorita tudi o geografskih dimenzijah dihotomije. Japljevo zelo pozno odkrito poročilo za nekega sanktpeterburškega jezikoslovca Backmeistera, nastalo v 70-ih, 80-ih letih 18. stoletja, pravi v osnovi takole, da so govorci kranjskega ali slovenskega jezika predvsem Kranjci in nato Slovenci. Med Kranjce spadajo prebivalci Kranjske ter velikega dela avstrijskega Primorja in Goriške grofije, medtem ko je poimenovanje Slovenci lastno vsem prebivalcem spodnje Štajerske in spodnje Koroške ter nekaj skupinam v nadškofiji Videm, se pravi Udine, beneški Slovenci so tukaj mišljeni. In podoben opis najdemo tudi v Japljevi 4. stoletja mlajši rokopisni slovnici iz leta 1807. Novejše raziskave zadnjih 2 desetletij so Japljeva opažanja v celoti potrdile in nadgradile. Jakob Miller na podlagi analize etnonimov in lingvonimov v naslovih in podnaslovih knjižnih del iz Japljevega časa in pri Japlju samem, ugotavlja, da je bila oznaka kranjski jezik vezana na Kranjsko, sprejemala ste tudi Primorski zahod in deloma celjsko območje na Štajerskem, nikakor pa ostala slovenska Štajerska in Koroška. Pri preučevanju nastajanja in razsežnosti slovensko-kranjske dihotomije imajo posebno dragoceno izpovedno vrednost danes že omenjeni tako imenovani nevtralni viri. Kaj so nevtralni viri?
Torej tisti, v katerih so lingvonimi in etnonimi bodi si predmet samoidentifikacije oseb, zlasti izobražencev, akademikov, študentov, bodi si opravljajo izključno praktično funkcijo. Tako izvemo, recimo, v katerem jeziku je bilo nekaj povedano ali zapisano, katere jezike določena oseba obvlada ali ne obvlada, kateri jezik je na nekem območju potreben za sporazumevanje, za pridiganje in podobno. Sistematična raziskava, ki seveda še daleč ni končana, torej sistematična raziskava tega tipa virov skozi daljši čas je pokazala, da dihotomija slovensko-kranjsko, kot smo ji priča v desetletjih okoli leta 1800, o kateri govori torej Kopitar, pa Revodnik, ni bila konstantna skozi celotni zgodnji novi vek, ampak se je med 16. in 18. stoletjem močno okrepila. Dinamični proces kraniolizacije, poimenovan za prebivalstvo in jezik, je pa precej lažje zaznavati v nekranskih prostorih, kakor na samem Kranjskem. Zakaj? Na podlagi kranjskih virov namreč le težko ugotavljamo, kdaj je Kranjec samo oznaka za posameznikovo deželno pripadnost in kdaj je to že etnonim. Da izraža etnično pripadnost, razberemo lahko samo iz konteksta. Recimo, ko se v ljubljanskih jezuitskih evidencah, ki so jih vodili od zgodnjega 17. stoletja, študentje delijo na Kranjce, Kočevarje in Istrijane, pri čemer vsi trije prihajajo, torej vse tri skupine prihajajo z Kranjskega. In Valvazor konec 17. stoletja zelo jasno razlikuje prave Kranjce ali prave naravne Kranjce, tiste, ki govorijo tudi pravi kranjski jezik, od ostalih. Kaj so to ostali? Čiči, Vlahi, Istrani, Uskoki, Kočevari, kranjski Hrvati v Beli krajini Kostelu in torej druge manjše skupine. Premik od slovenskega k kranjskemu je moral na Kranjskem segati precej globlje v preteklost, vse tja na prehod iz srednjega v zgodnji novi vek. Na rabo kranjskega imena za prebivalce zunaj Kranjske namreč naletimo nemara že v žolnirski pesmi Ein neues Lied von den krajnerischen Bauern. To je pesem iz leta 1515, ki je veliko bolj znana po tem, da so v njej zapisane najzgodnejše tiskane slovenske besede. Levkup, Boga gmajna. Čeprav pesem obravnava boj s puntarji pri Celju, ki je na Štajerskem, govori o kranjskih kmetih. In malo zatem, torej v drugi četrtini 16. stoletja, so se kot Kranjci, Korniolus oziroma Skranjsko, de Karniola, samo identificirali posamezni dunajski študentje iz južnega dela slovenske Štajerske, po sredini 16. stoletja pa jim sledijo še nekateri kolegi iz Goriškega in Tolminskega. Pojavljanje Kranjcev zunaj Kranjske nikakor ne bi bilo mogoče, če Kranjec dotlej ne bi postalo etnonim na samem Kranjskem. V osrednji slovenski deželi Kranjec najverjetneje že v Trubarjevem času ni imel prave konkurence v Slovenci. Zato tudi tako pogosta skupna raba obeh oznak v protestantskih tiskih. V protestantskih tiskih beremo zelo pogosto Kranjci in Slovenci. Že Trubar je čutil potrebo, da ob Slovencih posebej nagovarja Kranjce, ker se slovenski prebivalci Kranjske, pa ne le te, niso več tako samoumevno ali niso več dovolj prepoznavali samo v slovenskem imenu. Poglejmo si tale zemljevid. Torej, najpomembnejši neutralni vir o navzočnosti kranjskega etnonima zunaj Kranjske so evidence študentov, dijakov in klerikov, še posebej tiste, ki pokrivajo daljši časovni razpon, tudi več stoletij. Potem, ko etnonim Kranjec od prve polovice 16. stoletja, kot že rečeno, srečujemo pri posameznikih, torej dunajskih študentih iz južnega dela slovenske Štajerske, pa širšega Goriškega, je pozneje v 17. in 18. stoletju takih primerov še veliko več. Neprimerno več jih najdemo. In sicer zlasti med študentsko populacijo v Gradcu in Celovcu, ter med kleriki, posvečenimi v Vidmu in pozneje po ukinitvi oglejskega patriarhata tudi v Gorici. Glede na intenzivnost pojavljanja je v prevzemanju kranjske identitete prednjačil današnji primorski, zlasti severno-primorski prostor. Največ jih najdemo torej od tam. Na Štajerskem pa lahko govorimo o severni meji pojavitev pri geografski ločnici, to je pri Vitanski razvodnici. Ni pa nobenih zanesljivih dokazov o navzočnosti kranjskega imena za Štajersko Podravje in za Koroško. Kakor tudi ne, da bi bil na teh območjih razširjen kranjski lingvonim, torej da bi kdorkoli tam jezik imenoval kranjski. Vendar so pa tega na slovenskem severu po potrebi uporabljali kot pojasnjevalno oznako pri komunikaciji navzven. Nazoren primer. Jezuitski kandidat, ki je imel nemško materinščino, bil je doma iz Maribora, je konec 17. stoletja na Dunaju med jeziki, ki jih je obvladal, navedel kranjščino, karniolikan.
Zakaj? Ker je bila takšna oznaka v cesarski prestolnici veliko razumljivejša oziroma določnejša, kakor neka splošnejša vindische Sprache ali lingua sclavonica. Tam bi lahko to razumeli tudi kot slovaščina, kot hrvaščina ali kaj drugega. Ne. Mariborčan govori na Dunaju kranjsko. Kot rečeno, se je kranjski lingvonim kot zamenjava za slovenskega v primerjavi z etnonimom uveljavljal z zamikom. Do nastopa slovenskih protestantov sredi 16. stoletja namreč ne poznamo nobenih pričevanj o kakšnem kranjskem jeziku, ampak je vse govor samo o slovenskem, vedno vindische Sprache, lingua slavonica in tako dalje. Vendar je tudi pri protestantih, kot je ugotavljal že Janez Rotar, oznaka kranjski jezik v odnosu do slovenskega skoraj vedno pojasnjevalna, torej v pojasnjevalnem odnosu, v funkciji določnejšega označevanja kranjske različice slovenščine, ne v izenačevalnem odnosu. V tako imenovanih nevtralnih virih, ki smo jih prej spoznali, se je lingvonim kranjski začel osamosvajati od slovenskega proti koncu 16. stoletja. V taki vlogi ga odtlej dolgo srečujemo samo na Kranjskem in šele od konca 17. stoletja tudi drugje, najprej se pojavi na Goriškem. Na Kranjskem je v 17. stoletju doživel močan vzpon, tako v tisku, pa je bilo malo tiskanih knjig seveda, kot še posebej v nevtralnih virih. Med slednjimi, torej med nevtralnimi veri, ki so najzanesljivejši pokazatelj dejanske rabe lingvonimov, gre izpostaviti letopis Ljubljanskega jezuitskega kolegija iz obdobja od konca 16. do konca 17. stoletja. Letopis priča o izrazitem premiku od slovenskega k kranjskemu z radikalnim preobratom po sredi 17. stoletja, po 1650. V 18. stoletju so pa slovenščino vsi družbeni sloji na Kranjskem imenovali kranjski jezik. In le težko bomo našli pričevanja o poimenovanju domačega ali tako imenovanega deželnega jezika kot slovenskega. Razen kje? Razen v tiskanih delih. Zakaj? Ta so v naslovu pogosto nosila dvojno ime, ker so nagovarjala tudi širši prostor skupnega jezika, širši slovenski jezikovni prostor. In prav tako so dvojnost imena jezika, kranjski in slovenski jezik, uporabljali v jezikovnih priročnikih tiskanih zunaj Kranjske, recimo v Celovcu. Razloge za to, da se kranjsko ime in identiteta veliko bolj uveljavila v zahodnih slovenskih pokrajinah, kakor na severu in vzhodu, je treba iskati v političnih in zgodovinskih okoliščinah. Deželna identiteta prebivalstva je bila na zahodu glede na manjšo stabilnost političnih prostorov in njihovih meja šibkejša, kakor na Štajerskem ali na Koroškem. Poleg tega je tu več drugih ugodnih okoliščin, kot so ozemeljska razpotegnanost Kranjske vse do Tržaškega zaliva in spodnje Soče, pa narečna prepletenost primorskega prostora s Kranjskim, nenazadnje tudi ima določeno vlogo vzpostavljanje razlikovalnosti, torej nedvoumne ožje razlikovalnosti pri italijanskih sosedih. Ne govorijo več o sklavih in skjavih in o slovanskem jeziku, ampak je italijanski prostor najpozneje v 18. stoletju prav tako začel percepirati kranjščino kot posebno jezikovno entiteto. Morda bi opozoril čisto na kratko še na en primer, torej sredi 15. stoletja beneški viri postavljajo Gorico v Sklavonijo, potem imamo pa torej, primer teritorializacije kranjskega imena, ko 100 let pozneje, leta 1548, v Trubaljevem času, beneški ambasador pravi, da ime Kranjska zdaj zajema tudi Goriško in Gradiško ter druge kopenske in obmorske kraje. Za zdaj je to edini znani, decidirani in vsebinsko utemeljeni primer rabe kranjskega imena tudi za nekranjska ozemlja, verjetno je rabljen bolj priložnostno, ne tako splošno, pa vendar. In podobno v tem času, med 1536 in 1531, v dunajskih univerzitetnih matrikah postavljajo posamezne študente, ki so doma iz južnega dela slovenske Štajerske, na Kranjsko. Torej, iz Pilštajna na Kranjskem je doma, iz Konic na Kranjskem, iz Laškega na Kranjskem. Po 16. stoletju je umeščanje nekranjskih krajev na Kranjsko le izjema, kar je povezano s trdnostjo deželnih ozemelj in zavedanjem o političnih mejah. Zato pa se je, kot smo videli, močno intenziviralo označevanje nekranjcev kot kranjci. Na vprašanje, ali je imela karniolizacija v procesu etnogeneze Slovencev dezintegrativne učinke, je mogoče odgovoriti na dva načina, torej tako pritrdilno, kakor nikalno. Dvoimenskost Slovenci, Kranjci zagotovo ni prispevala k večjemu občutku povezanosti prebivalstva.
Na drugi strani pa je prevzemanje kranjskega imena na območjih zunaj Kranjske opravljalo veliko bolj integrativno, povezovalno funkcijo. Presegalo je namreč tisto kranjstvo, ki bi bilo omejeno samo na politični prostor Kranjske. Pri tem širitev kranjskega imena seveda ni imela nekakršnih političnih pretenzij, nekakršnih političnih elementov, ampak je šlo v osnovi za naravni proces. Ta se je opiral na knjižno-jezikovne, na kulturno-jezikovne elemente, lahko pa so ga širili, torej podpirali tudi posamezni duhovniki, ki so izvirali iz Kranjskega in so delovali v zunajkranjskem prostoru. Kot neizogibno se nam potem postavlja vprašanje, ali so slovenski razsvetljenci, ki so bili soočeni s tako močno kranjsko-slovensko dihotomijo, kdaj razmišljali tudi o morda danes pregrešni možnosti, pa vendar, da bi za integralni označevalec slovenske etnije, jezika in prostora raje izbrali kranjsko ime, kakor slovensko. Obe opciji sta imeli več prednosti in pomanjkljivosti. Katere? Torej, v prid kranjskemu imenu sta govorili predvsem njegova jasna prepoznavnost in razlikovalnost od splošnejšega slovenskega, ki je imelo skozi stoletja, kot smo videli, različne pomene in so ga tudi razsvetljenci potem uporabljali kot oznako za celoten slovanski svet. Spomnimo se Vodnikovega povedanja od slovenskega jezika, ki seže do Nove zemlje, tam pri Kitajskem morju. V primeru sprejetja kranjskega imena, kaj bi bilo? Torej, če bi ga sprejeli za skupno poimenovanje nastajajočega naroda in njegovega jezika, bi potem termina slovenski in slovenec lahko polnopomensko zasedla funkcijo modernih označevalcev slovanski in slovani. Ta dva smo prevzeli v slovenščino v prvi polovici 19. stoletja iz češčine. Nista domača, nista avtohtona. Vendar bi forsiranje kranjskega imena naletelo na zelo velike, če ne kar na nepremostljive ovire, začenši z notranje slovenskimi, s pričakovanim odporom štajerskih in koroških Slovencev. Še veliko teže bi s kranjskim označevalcem poimenovali življenjski prostor naroda. Pojem Kranjska je imel namreč natanko določeno politično vsebino in ga ne bi bilo mogoče preprosto raztegniti na nekranjska ozemlja. Poglejmo si primer Češke. Na Češkem se je samo ena od 3 dežel imenovala po narodu, po Čehih. Še danes imajo težave, kako poimenovati svojo državo. Zdaj so se odločili, da bo to končno Česko. Prej pa niso se bili v zadregi. Do konca 20. začetka 21. stoletja. Podoben primer bi bil to. Torej, neprimerno lažje je bilo tako Kranjcem narediti korak, morda 2 nazaj in se vrniti k slovenskemu imenu, ki je bilo prepoznavno ali razširjeno na celotnem slovenskem ozemlju, ne nazadnje tudi v Prekmurju in v Benečiji. In kot tako najbolj sprejemljivo za ime modernega naroda in jezika. Slovenskega imena tedaj kot svojega tudi niso več pripoznavali sosednji kajkovski Hrvatje, torej tista Slavonija, ki smo jo prej videli, tako da je v 18. stoletju postalo last enega samega ljudstva, jezika in prostora, našega, slovenskega. Kljub vsem prednostim slovenskega imena pred kranjskim pa je proces imenske dekarnivalizacije oziroma reslovenizacije med ljudstvom vendarle zahteval svoj čas in prizadevanja. V prvi polovici 19. stoletja mu je dalo trdne temelje uveljavljanje integralnega slovenskega poimenovanja v nemščini, zdaj ni več Vindiš, ampak Sloveniš in Slovenen in tako tudi v humanistični znanosti nasploh. In to je leta 1849 privedlo tudi do priznanja jezika s slovenskim imenom. Torej, slovenski jezik kot eden od 10 uradnih jezikov Avstrijskega cesarstva. Pot nazaj je bila odslej nepovratno zaprta. Kranjsko ali kranjstvo je zlasti pri zavednih Slovencih čedalje bolj pridobivalo pridih arhaičnosti, nečesa preživetega, motečega, vezanega na deželni partikularizem, ne nazadnje na nemško komponento dežele. To je tudi eden od razlogov, da sta po razpadu Habsburške monarhije in odpravi dežel daleč najbolj od vseh potonila v pozabo prav kranjsko deželno ime in identiteta. Samo primer, kako močno so se Slovenci po letu 1918 otepali kranjstva, zgovorno priča dejstvo, da gesla Kranjska več kot pol stoletja ne najdemo v domači leksikografiji. Tako kot v procesu nastajanja moderne nacije ni bilo več mogoče tolerirati imenske dihotomije slovensko-kranjsko, se je v 20. stoletju pokazalo, da Kranjska ne samo, da ne more obstajati ob Sloveniji, ampak da je odveč tudi v Sloveniji, torej tudi znotraj Slovenije je ne sme biti v narekovajih, kjer pa recimo nasprotno še naprej živijo pokrajinska imena, torej kot imena nekdanjih zgodovinskih dežel in njihovih prebivalcev. Povedano drugače in s tem končujem,
Zdi se, kot da Kranjska in Slovenija drugo izključujeta. Tako kot sta se v procesu nastajanja modernega naroda izključevala slovensko in kranjsko. Potem, ko sta več stoletij soobstajala in so v svoji dikotomiji dopolnjevala. Lepa hvala za to.